Domači Velenjčani so v prejšnjem krogu izjemno dobro igrali pri novomeški Krki, zabili kar 5 golov in dosegli še drugo zaporedno zmago. Tokrat so doma pričakali Goričane, ki so v seriji nekaj tekem brez zmage. Tole je bila prva lepša priložnost Osučija gostov in v prvi minuti strel nekoliko čez gol. 16. minuta, mimo gola Mario Babič, ki je prvi zapretil za Velenjčane. Nova kombinacija Primorcev, tokrat je meril Kotnik. Obramba Radana in ostala je pri začetnem rezultatu. Potem pa še zadnja akcija prvega polčasa in tole je bil res izjemen gol Jahića. Oddaleč je meril Senad Jahić in zadev neobranljivo za vratarja Sorčana. Izid je bil 1:0 v 41. minuti. Odbita žoga in Jahić je neobranljivo zadev goriška vrata za prednost Knapov še v tem prvem polčasu. Drugi polčas in prva kombinacija za domače, tokrat je podal Trifković, podal pred vrata, kjer je bil Eterović, ki pa ni najbolje udaril tele žoge in zgrešil. Še enkrat Mate Eterović, tokrat z glavo mimo gola po predložku Ihbejša. Kombinacija Goričanov in streljal je Miran Burgić, tokrat je bil v vlogi podajalca Uroš Celcer. Nekoliko previsoko je meril tudi Miran Burgić. No, napad za Velenjčane, poskus z ogromne razdalje, tokrat je meril Pišek, ki je v prejšnjem krogu zabil gol. Tokrat ni bil najbolj natančen, Goričani ob koncu nevarni. Dolga podaja pred vrata tekmeca, odbita žoga in blok Velenjčanov, potem pa je streljal še Kotnik, a tokrat meril visoko čez gol. Še zadnja akcija tekme, žoga je prišla proti Luki Prašnikarju, ki je sam stekel proti vratom nasprotnika, hitrejši pa je bil Sorčan, ki je žogo uspel odbiti v avt, ampak tele situacije vendarle ni uspel rešiti, kajti Gorica je tekmo izgubila, Velenjčani pa zabeležili še tretjo zaporedno zmago, tokrat drugo pred domačimi gledalci. Ja, jaz sem bil zadovoljen, kako smo šli v tekmo. Da smo takoj prevzeli pobudo na igrišču, kar je pohvalno za ekipo. Imeli smo 2 šanse v prvem polčasu, ker bi lahko se tekmo razpletla drugače. Tekmo odločil ta Eurogol z velike razdalje, ker je žoga res mu sedla na nogo in nekako potem je to pripomoglo temu, da se je Rudar še bolj zaprl in so bili nevarni v protinapadih. Imeli smo nekaj situacij v drugem polčasu, kjer bi lahko naredili kaj več, vendar za tako tekmo zmagati moraš biti bolj konkreten. Tudi v drugem polčasu mislim, da smo nekaj preveč grešili podaje. In na koncu zmaga Rudarja, mislim, da nismo si zaslužili tega poraza, vendar tako pač je, moraš nogomet se igrati za gole. Vstop v samo tekmo ni bil takšen, kot sem ga pričakoval. Mislim, da po 10-15 minutah ali v drugem delu prvega polčasa smo postajali bolj nevarni, bolj agresivni in posledica tega je bil prelep zadetek Senada Jahića. Jaz fantom čestitam za zmago, res si zaslužijo vse to, še posebej čez kaj smo šli v tej sezoni, ampak ta tekma bo danes že pozabljena in se že obračamo novi tekmi.